Karla, živijo. Živijo. Danes se bomo pogovarjali o akciji Postanite zdravi in mladi, v kateri boš osrednja svetovalka za zdrav način prehranjevanja. Ja. Ta akcija se bo začela s testom za intoleranco na živila. Tako je. Kaj je ta test? Test intolerance na živila nam pokaže, ali smo morebitni intolerantni na določeno živilo, ki ga bodisi redno vključujemo v svoje jedilnike vsak dan ali pa morda malo bolj poredko. Intoleranco morda v splošno informacijo ne gre enačiti z alergijo. Bova pojasnila razliko. Alergija se zelo hitro pojavi, se pravi, recimo, da sva alergična na jagode, zaužijeva nekaj jagod in imava takojšnji učinek, morda izpuščaje, morda težje dihava in tako naprej. Takoj zaznava, da je neka alergična reakcija. Po drugi strani, pri intoleranci neredko pride do reakcij z zamikom, se pravi na daljši rok. Težava se ne pokaže nemudoma in zaradi tega je tudi intolerance veliko težje odkriti. Se pravi, midva lahko uživava neko živilo vsak dan, pa pravzaprav ne veva, da nama škoduje. Problem pri intolerancah je ta, da v bistvu, če smo na neko živilo intolerantni in ga redno uživamo, lahko to vpliva na naš imunski sistem, da naš imunski sistem, zdaj zelo poenostavljeno to razlagam, ima stalne večje odzive, kot bi bilo prav. Tukaj lahko pride potem do različnih težav s prebavo, glavobolov, migren, tudi z dihalnimi težavami, do dihalnih težav in tako naprej. Neredko pa je intoleranca povezana tudi s tem, da ljudje težje shujšajo. No, to pa naju že tudi zanima v tem našem programu. Zaradi te nenehnih imunskih odzivov lahko pride v telesu do manjših vnetij in pa tudi do motnje presnove in zaradi tega se prekomerno kopičijo maščobe. Človek lahko je na še tako dobri, bom rekla, neki shujševalni dieti, pa če je problem intoleranca, ne more shujšati. Ljudje, ki so pa izključili iz svoje prehrane živila, na katera so intolerantni, se je pa velikokrat pokazalo, da so potem z lahkoto shujšali. Je pa res, da potem se moramo držati tistih ugotovitev, do katerih pridemo pri tem testiranju, se pravi, da vsaj za kakšne 3 mesece izključimo tista živila, na katera smo intolerantni. Hvala, Karla. Prosim.